Podjetje Biosistemika je bilo ustanovljeno pred 12 leti kot spin-out Nacionalnega inštituta za biologijo. Trenutno zaposlujemo približno 50 sodelavcev. Smo interdisciplinarno, visokotehnološko bio-IT podjetje in to pomeni, da združujemo znanje strokovnjakov iz life science področja in pa programskih inženirjev. Gre dejansko za storitev izdelave programske opreme za naprave, ki se uporabljajo v laboratorijih in za povezave med njimi. Razvili pa smo tudi nekaj izdelkov oziroma produktov, najbolj znan med njimi je zagotovo SciNote, elektronski laboratorijski dnevnik, ki ga prodajamo pravzaprav po celem svetu. Prav tako pa tudi ponujamo storitve z področja svetovanja za digitalizacijo laboratorijskih procesov. Smo izrazito izvozno usmerjeno podjetje, predvsem na trge Zahodne Evrope in pa ZDA in kot takšni konkuriramo na tehnološko izjemno visoko razvitem trgu in zato je prav ta naša interdisciplinarnost, uigran, visoko strokoven, dobro povezan tim naša največja konkurenčna prednost. Projekt trajnostne transformacije smo prepoznali na eni strani kot priložnost, na drugi strani pa vzpodbudo za naše načrtno strukturiranje idej in pa razvojnih zamisli. V podjetju Biosistemika namreč vsi stremimo k razvoju trajnostnih produktov in storitev. Obenem pa želimo tudi, da je delovanje našega podjetja trajnostno, torej da delujemo trajnostno v odnosu do naših zaposlenih, do naših kupcev in pa tudi do družbe. Zelo veliko poudarka pa je tudi na okoljevarstvenem vidiku in ta projekt je prišel ravno v pravem času, ko smo se zavedli te nujnosti tega sistematičnega pristopa k pripravi nove strategije. Vsak zaposleni pomembno prispeva k dolgoročnemu uspehu podjetja. In kot dobra praksa se je izkazal tudi sistem za spremljanje uresničevanja te strategije, tako da lahko v vsakem trenutku vidimo, kje smo na naši poti in vmes tudi ustrezno prilagajamo projekt oziroma da se tudi odzovemo ustrezno. Sami rezultati pa se kažejo lepo na eni strani kot stopnje zadovoljstva naših zaposlenih. V lanskem letu recimo je bil Employee Net Promoter Score skoraj 100. Kaže se na rasti našega posla in pa obenem tudi pri pridobivanju novih, pomembnih, globalnih strank in pa projektov. Naš izvedeni projekt je razvoj platforme z verižno reakcijo s polimerazo na čipu oziroma krajše povedano PCR na čipu. Z njim smo neposredno naslovili prav problematiko prekomerne uporabe plastike in kemikalij v izvedbi PCR metodologije. In s prenosom tega procesa iz plastičnih posod z večjimi volumni na mikrofluidično okolje, kjer so prisotni miniaturni čipi, ki omogočajo tudi večkratno uporabo, se je zmanjšala količina uporabe kemikalij in pa obenem tudi znižala uporaba plastike. Ta projekt še naprej razvijamo in se povezujemo pri tem tudi z globalnimi partnerji. Poraba plastike se bo v tem primeru znižala zelo veliko in sicer celo do 90%. Ta proces bi vsekakor priporočili tudi drugim podjetjem, predvsem zaradi tega, ker tekom tega procesa sodelujejo vsi zaposleni, nastajajo nove ideje, izmenjujejo si mnenja, ideje, oblikujejo se ključni strateški cilji, ki jih ljudje oziroma ki jih zaposleni soustvarjamo in jih tudi zato drugače razumemo. In prav vse to je namreč ključno za uspešen nadaljnji razvoj podjetja. In jasno se začrta pot razvoja podjetja, vnesejo se elementi trajnosti v strategijo in obenem je pa to tudi vzpodbuda za optimizacijo samih procesov v podjetju. Tako da jaz absolutno priporočam. Trajnosti v Biosistemiki pripisujemo zelo velik pomen. To je pri nas nekak način delovanja, ne vpliva zgolj na zmanjševanje okoljskega vtisa industrije, ampak je hkrati tudi velika konkurenčna prednost podjetja. Program trajnostne transformacije je v podjetju koristil predvsem zato, da so zaposleni oziroma da zaposleni še bolj jasno in bolj enotno razumemo cilje, ki smo si jih zadali in bolj sledimo viziji in razvoju podjetja. Kar se pa konkurenčne prednosti tiče, pa definitivno ugotavljamo vsak dan znova, da naši partnerji dajo temu velik pomen, kajti za naše kupce je zelo pomembno, da imajo njihovi dobavitelji tudi nizek ogljični odtis, da imajo urejeno trajnostno strategijo, da imajo certifikate, v glavnem da doprinašajo
sami trajnosti. To postaje vedno bolj pomembno in zato, ker to imamo večjo konkurenčno prednost.